Najboljši son? Najboljši son? Yeah, I am the best. Thank you, you are. Anja Hlača-Ferjančič je močan glas športnega radijskega novinarstva. Moja pot v športnem programu Radia Slovenija je bila v bistvu dokaj počasna in šla sem prav po vseh stopničkah. Prišla sem preko audicije, potem sem pripravljala poročila o polnoči, ki so v bistvu najmanj zahtevna, potem vodila razne oddaje, spremljala športe, ki jih spremljam še zdaj, se pravi predvsem odbojko in zimske športe, in sodelovala potem počasi tudi na velikih projektih, se pravi na olimpijskih igrah, na evropskih in svetovnih prvenstvih. Vrata v svet športa so ji torej odprta na stežaj. Smo v komentatorski kabini Radia Slovenija v dvorani Tivoli, kjer poteka tudi trening slovenskih državnih odbojkarskih prvakinj. Ja, bili smo v Tivoliju, spremljali smo Tino Grudina, kako blokira. Mnogim ne uspe. Njej je. Čemu pripisuje zasluge? Mislim, da me je naprej vodilo to, da sem radovedna, da sem bila pripravljena ogromno delati, da mi ni bilo težko biti vse vikende v službi, vse praznike v službi, da sem si upala postavljati drugačna vprašanja, da sem dobro govorila tudi nemško in angleško. Vsaj to je bilo v enem delu moje kariere zelo pomembno. Je delo in je delo, ki je v poseben ponos. Zelo sem ponosna na intervju z Usainom Boltom na olimpijskih igrah v Riju, ko sem ga uspela prepričati, da je povedal nekaj tudi v slovenščini, ponovil je za mano najboljši sem. Sicer pa je tu še kupica intervjujev s slovenskimi športniki. Recimo v Sočiju sem se pogovarjala praktično z vsemi slovenskimi dobitniki medalj, neposredno po njihovem uspehu in to so res nepozabni spomini. Zaupala nam je, kako se pride do največjih športnih imen. Na velikih tekmovanjih novinarji na športnike čakamo v tako imenovanih mix conah, se pravi območjih, kjer se srečujemo novinarji in športniki. Je pa od športnika odvisno, če se ustavi pri tebi, se pravi, čez to območje morajo iti, ni pa nujno, da se pri tebi ustavi. Ne, jaz ponad kratko zakričim, hej, 2 minutes for Radio Slovenija. Dejstvo, da je ženska, ji v poklicu ni bilo nikoli v breme, niti v posebno podporo ne. Mislim, da lahko punce svojo radovednostjo, zgovornostjo odlično opravljamo ta poklic in nisem imela nikoli kakšnih težav za to, ker sem punca. Ne zdi se mi pa tudi, da je to velika prednost. No? Saj tako ne razmišljam o teh plusih, minusih na tem področju. In še njen pečat, ki ga želi otisniti v radijskem prostoru? Jaz v športnem novinarstvu najbolj uživam v pogovorih s športniki in športnicami. To se mi zdi je tista točka, kjer lahko sem najbolj jaz in kjer lahko tudi poslušalcem največ dam. Tudi to, da skušamo športnike prikazati bolj celostno. Se pravi, ne samo kot neke ljudi, ki nekaj tečejo, se žogajo in podobno, ampak res kot neke zelo uspešne ljudi, ki so pripravljeni veliko dela vložiti v svoje uspehe, ki so vzorniki, ki so vsestransko zanimivi.